Ljubljana v dobi industrializacije. V drugi polovici 19. stoletja so Ljubljano najbolj zaznamovale številne tehnične novosti. Začelo se je novo obdobje v razvoju mesta, ki je spremenilo tako njegov pomen kot podobo. Prebivalcem so bile nekatere tehnične novosti v zabavo, drugih so se le težko navadili. Gradnja železnic je bil eden največjih projektov stare Avstrije. Smeri, kam peljati železnice, je bilo več, vendar sta bili dve najpomembnejši. Ena proti severu in druga proti jugu. Proti jugu se je želelo doseči Jadransko morje po čim krajši poti. Tako so železniški tiri prišli tudi v slovenske kraje, in sicer iz Gradca v Celje leta 1846 in leta 1849 do Ljubljane. Do Trsta je potem trajalo še skoraj desetletje, da je šele leta 1857 zapeljal vlak iz Ljubljane v Trst. S tem je mesto ogromno pridobilo, sprva kot pretovarna postaja, ko so iz vozov in ladij, ki so priplule po Ljubljanci, prelagali tovar na vlake v Ljubljani. Kasneje pa seveda kot mestna postaja, kamor je prihajal najrazličnejši tovar in pa dobrine. Prvi vlaki in lokomotive so bili za začetku zelo primitivno izdelani. Lokomotive so delovale na nasičeno paro, goltale ogromne količine vode in kurjave. Imele so velike dimnike, v njih so bile iskrolovne naprave, ki so preprečevale, da bi lokomotive povzročale požare. Same kabine lokomotiv, kot vidimo tukaj zadaj, so bile odprte, na njih je bilo delo sila nevarno in pa seveda zdravju škodljivo. Ne glede na to pa so bili strojevodje in železničarji v tistih časih izredno dobro plačani. Ljudje so se železnice bali, nekateri so jo smatrali, da je to hudičevo delo, časopise pa je pisalo, naj kmetje pazijo na svojo oprežno živino, da jim ob prihodu vlaka ne bi živina zbezlala. No, bilo je najrazličnejših zgodb, takih in drugačnih, vendar se je železnica nadvse dobro prijela. Prvi njen uspeh, tako zvani, je bil, da je zamrla plovba po Savi in pa da se je močno razmahnil promet med Dunajem in Trstom. Kot povsod po svetu je tudi na Slovenskem železnica pomenila mejnik in je podelila gospodarstvu popolnoma nov vzgon, nove impulze. Ljudje so se tega zavedali, morda najbolje ilustrira to misel napis na obratih Trpinčeve papirnice v Zalogu, ki je pričakal prvi vlak: kupčija, obrtnost, kmetijstvo. Mnogo ljudi je bilo seveda strah vožnje železnico, vendar so se postopoma na njo le navadili. Čeprav je seveda značilno, da je nek pridigar tle v Ljubljani še leta 1850 govoril o tem, da je železnica hudičevo delo. Zlasti jih je bilo strah seveda vožnje skozi tunele, kajti vagoni niso bili osvetljeni. In takrat se je na začetku uveljavila tudi moda tako imenovanih ustnih iglic. Ženske so si namreč, ko je vlak zapeljal v tunele, v usta postavljale nekakšne iglice, če bi jih slučajno kakšen moški poljubil, da bi se pičil in seveda, da bi... Torej, ta moda je v 50-ih letih bila tudi pri nas seveda zelo in.
Ko so leta 1850 začele delovati občine, je Ljubljana dobila status okrajnega glavarstva. Toda že od prihodnjega leta 1851 pa vse do leta 1860 ni bilo volitev, obdobje pa je znano tudi kot leta Bachovega absolutizma. Po začasnem občinskem redu je namreč Ljubljano vodil občinski svet, volilna pravica pa je bila omejena glede na premoženje in položaj. Že po prvih volitvah leta 1861 je bila z zasebnim kapitalom postavljena prva plinarna, ki je nadomestila dotedanjo drago in umazano oljno razsvetljavo. Z uvedbo plina so nastale tudi težave propaganda za plin in antipropaganda za plin. Antipropaganda za plin je bila predvsem v tem, kakšna je nevarnost eksplozije, kako je plin škodljiv, kako je plin strupen, kako naj ga se ne uporablja. In res se je zgodilo v enem mesecu po uvedbi mestnega plina v Ljubljani, da je prišlo v današnjem Žabjaku do prvega uhajanja plina in do prve zastrupitve neke gospe iz Žabjaka. Posledice tega so bile, da je sicer gospa preživela, vendar se je antipropaganda še bolj širila v Ljubljani. Na začetku so se uvedbe plina v Ljubljani prebivalci kar malo bali. Ko pa so ugotovili, kako lepo je, da so trgi in ulice razsvetljeni in kako lepo se je zvečer sprehajati po razsvetljenih ulicah, se je tudi mnenje o uvedbi plina v Ljubljani temeljito spremenilo. V 60. letih je Ljubljana vse bolj postajala kulturno in razvojno središče vseh Slovencev. Leta 1863 je bila ustanovljena Slovenska matica, izhajati pa je začelo tudi več časopisov. Na primer Ljubljanski zvon, Slovenski narod, Slovenec in drugi. Na robu mesta so rasle velike tovarne, v mestu pa veličastna poslopja. Leta 1861 je Ljubljana dobila nov most, Hradeckega most, ki je stal na mestu današnjega Šuštarskega. Na mestu današnjega Šuštarskega mostu je nekaj dni stal lesen most, na katerem so bile čevljarske delavnice. Ta most je okrog leta 1850 pogorel in mestno županstvo se je odločilo, da na tem mostu postavi sodoben železen most. Most je bil narejen po dunajskih načrtih leta 1864 in posvečen tedanjemu županu Hradeckemu. Most so imenovali Hradeckega most in je služil vse do leta 1931, ko so ga po Plečnikovih načrtih prenesli na to lokacijo, kjer smo danes, to je zadaj za ljubljansko bolnišnico. Leta 1882 je bil za župana izvoljen Peter Graseli in tako so Ljubljančani dobili večino v občinskem svetu. Potem je niso izgubili do propada monarhije. To leto so slovenščino razglasili za uradni jezik ljubljanskega magistrata.
Industrializacija Slovenije se začne na raznih koncih. V Trstu odprejo rižarno, v Ljubljani pa cukrarno ali tovarno sladkorja. V tej tovarni pravzaprav ne predelujejo sladkor, ampak ga samo rafinirajo, tovarno pa postavi angleški kapital. Tovarna začne obratovati leta 1828, jo pa že leta 1858 upepeli požar. Leta 1835 v cukrarno postavijo prvi parni stroj, za katerega menimo, da so ga uporabljali za črpanje vode iz Ljubljanice. Po požaru leta 1858 objekt sicer popravijo, cukrarna kot tovarna propade, v njej se nastani vojska in deluje nekaj časa kot kasarna, kasneje pa postane to nastanitveni center za reveže in pa ljudi iz nižjega sloja družbe. Kljub temu gre za enega vrhunskih arhitekturnih spomenikov z področja industrializacije naših krajev. Življenje v Ljubljani v sredini 19. stoletja ni bilo ravno idilično, nikakor pa ni bilo lahko. Županstvo se je trudilo, da bi mestu priskrbelo možnost, da bi se ljudje zaposlovali, vendar teh možnosti je bilo razmeroma malo. Šele leta 1870 nekje uspe županstvu prepričati vlado na Dunaju, da ta priskrbi denar za gradnjo tobačne tovarne. Leta 1873 začne delati v Ljubljani na Viču tobačna tovarna in ta tovarna pravzaprav zaposluje v glavnem žensko delovno silo. S tem se prvič v Ljubljani odpre velika količina delovnih mest za ženske in z njihov materialni položaj se s tem močno popravi. Tehnološki napredek je leta 1895 zavrl potres. Novica o rušilnem potresu s katastrofalnimi posledicami je obšla svet. Zaradi poškodb je bilo treba več kot 10% hiš porušiti, skoraj vse pa so potrebovale popravilo. Toda potres je rešil tudi marsikatero zagato mestnih oblasti. Za arhitekturo in urbanizem mesta je pomenil kakovostno spremembo. Z novimi materiali, podobami in finančno pomočjo se je mesto lahko podalo v drznejšo, sodobnejšo estetizacijo. Provincialna Ljubljana je končno začela dobivati evropske razsežnosti. Obnova v secesijskem slogu se je lepo prepletala s prevladujočim baročnim videzom in to je poudarjalo vlogo mesta kot stičišča med severom in jugom.
Na ljubljanski realki je poučeval profesor Albin Belar. Leta 1896 je na realki postavil prvo potresno opazovalnico v tedanji Avstriji. Začel se je amatersko ukvarjati z seizmologijo, vendar njegov amaterizem je šel tako daleč naprej, da je postal velik strokovnjak na tem področju. Od leta 1901 do 1910 je celo izdajal prvi časopis na svetu, ki se je ukvarjal s seizmologijo. Po prvi svetovni vojni se je zameril oblastem, zato so njegovo opazovalnico zaprli, njega pa odpustili. In z slovensko seizmologijo v tistem času je bilo za nekaj časa konec. Le leto dni po potresu je postal župan Ivan Hribar. V 15 letih županovanja je skrbel za popotresno obnovo, mesto pa je dobilo tudi plinarno, elektrarno, ljudsko kopališče, Zmajski most in prvi vodovod. Oskrba z vodo v Ljubljani v 19. stoletju je bila ena največjih problemov. Sicer je mesto dobivalo pitno vodo iz 12 izvirov z gradu, obenem je bilo tudi nekaj vodnjakov, vendar vse to ni bilo dovolj. Najbolj nevarni so bili vodnjaki, ki so bili običajno blizu greznic ali pa virov onesnaževanja, in Ljubljana je v preteklih stoletjih šla skozi vrsto epidemij kuge, griže in podobnih črevesnih bolezni. Leta 1870 se je tega zavedel tedanji odbornik Ivan Hribar in se začel zavzemati, da bi Ljubljana dobila vodovod. In končno so vodovod res zgradili. Leta 1890 je Ljubljana dobila pitno vodo iz črpališča v Klečah in Ivan Hribar je za ta svoj podvig pridobil naziv častnega meščana. Ljubljanska plinarna, ki je začela delati leta 1861, je za proizvodnjo plina uporabljala les. Šele okrog leta 1890 so prišli na uporabo jeklenih retort in pa premoga, tako da so sežigali oziroma segrevali premog in iz njega pridobivali plin. Sama plinarna, ki je bila v rokah Augsburške plinarniške družbe, je mesto obvezala za obdobje 35 let, da mora z njenim plinom osvetljevati mesto. Cene pa so bile oderuško visoke. Tega se je zavedel župan Ivan Hribar in je hotel te neugodni pogodbi napraviti konec. To mu je seveda uspelo na ta način, da je odkupil večino delnic plinarne in plinarna je leta 1911 prišla v mestne roke, obenem pa je v tistem času popolnoma obubožala. Šele kasneje je mesto investiralo v plinarno, tako da se je po prvi svetovni vojni plinarna zopet dvignila in začela popolnoma novo politiko v proizvodnji plina. Konec plinarne je bil začetek nečesa drugega. Bil je namreč začetek elektrifikacije mesta. Leta 1878 je Edison izumil žarnico, leta 1883 pa je že električna luč gorela v Mariboru. Kasneje so elektriko že uporabljali tudi v zdravilišču v Laškem, v livarni v Litiji, osvetlili so Postojnsko jamo, pa tudi Ljubljana se je pripravljala na elektriko. Vendar do elektrike ni prišlo, ker je potres leta 1895 zavrl vsak razvoj in je bilo treba mesto obnoviti. Šele dobro leto kasneje so v Ljubljani zgradili javno elektrarno in začeli prodajati električni tok. Žal električni tok ni bil poceni in razvoj elektrarne je šel zelo počasi naprej, ker je v začetku delala za izgubo. Šele kasneje, ko je bilo potrošnikov več, je elektrarna zaživela, elektrika je postala cenena in začeli so jo uporabljati vsi v Ljubljani. Po potresu so v Ljubljani zrasla številna pomembna poslopja.
Ljubljančani pa so, tako kot v arhitekturi, tudi v veliko bolj spremenljivi oblačilni modi tistih časov sledili evropski sodobnosti. Konec 19. stoletja je Ljubljana slovela prek meja tudi po svojih pivnicah in kavarnah. Čeprav je v 90. letih štela le 25.000 prebivalcev, je imela samo v mestu 173 krčem in vinotočev, 14 kavarn ter 7 hotelov. Gostilne in kavarne so bile v tem času središče družabnega življenja in zbirališče različnih kulturnih in političnih skupin. Ob prelomu stoletja se je utrdila narodna zavest. Umetnost je dobila svoje lastne cilje, zastopala svoje lastne ideje in postajala enakopravni del javnega življenja. Generacijo, ki je ustvarjala v literaturi 90-ih, označujemo kot moderno. Najvidnejši predstavnik moderne, novelist in dramatik Ivan Cankar je zagovarjal ločevanje med politiko in kulturo, čeprav se je v svojih delih poglabljal v družbeno in narodnostno problematiko. Poleg Cankarja pa so bili z Ljubljano v najtesnejši zvezi tudi preostali predstavniki moderne, Dragutin Kete, Aleksander Murn in Oton Župančič. V njej so namreč živeli, ustvarjali ter dobili skupni grob. V slikarstvu je slovenski impresionizem z deli Richarda Jakopiča in Matije Jame, oba sta bila po rodu Ljubljančana, prvi zavestno vnesel organizirani izraz naše duševnosti in značaja. Z Ljubljano pa sta bila s svojim delom in življenjem povezana tudi druga dva impresionista, Ivan Grohar in Matej Strnen. Prelom stoletja je pomenil revolucijo tudi za promet po ljubljanskih ulicah. Dotedanje izvoščke ali fijakerje je zamenjal tramvaj in postal prvovrstna mestna atrakcija. Ob tramvaju sta bili pomembni prevozni sredstvi v prestolnici tudi kolo, čeprav so sprva menili, da je nevarno za pešce, in prvi avtomobil. Motorizacija v svetu se je začela v 80. letih 19. stoletja. Seveda tudi Slovenci nismo ostali imuni do tega in leta 1896 se je pripeljal baron Kodeli s svojim Benz komfortablom v Ljubljano. To je bil avto, ki je bil pobarvan rdeče in je močno ropotal in kadil. Ljubljančani so mu rekli rdeči bik in ga preklinjali od spred in zad. No, Kodeli se je že po 2 letih tega avtomobila naveličal, ga prodal, si kupil nov avto, obenem so pa prišli drugi lastniki, ki so si kupovali avtomobile in v nekaj letih je v Ljubljani že vozil ducat avtomobilov podobne vrste. Prva leta 20. stoletja so prinesla burne politične in narodnostne boje. Čeprav je Ljubljana postala razvito mesto, so se slovenski študentje morali šolati na nemških univerzah, zlasti na Dunaju in v Gradcu. Prešernov spomenik iz leta 1905 je zato postal simbol in zbirališče slovenske misleče mladine. Napetosti v Evropi so se zaostrovale, protinemško usmerjenost pa je Ljubljana javno izrazila v zadnjih septembrskih dneh leta 1908. 6. kandidature Ivana Hribarja za ljubljanskega župana avstrijska vlada ni dovolila, mestno upravo pa je obtožila, da daje potuho demonstrantom. Pohod dijakov čez Kongresni trg mimo tedanje nemške trdnjave, Kazine, pa je prinesel tudi prvi žrtvi. Mestu so odvzeli policijsko oblast, na čelo Ljubljane pa je bil postavljen uradnik. Leta 1911 je bil za župana izvoljen Ivan Tavčar, eden najmočnejših slovenskih liberalcev. Streli, pod katerimi sta padla dijak Ivan Adamič in strojnik Rudolf Lunder, so že naznanjali prihod Prve svetovne vojne.